Spoznanje več. Predsodek manj. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. K spremljanju oddaje vas tokrat lepo vabim Helena Križnik, politični analitik in zgodovinar, profesor dr. Aleš Maver bo tisti, ki nam bo danes pomagal odstirati nova spoznanja in razbijati predsodke. Z njim smo se znova povezali prek spletne platforme Zoom. Dr. Maver, dober dan. Lep pozdrav iz Maribora. Dr. Maver, dogajanje na tujem je običajno v središču teh ponedeljkovih minut med 17. in 18. uro, kadar ste naš gost. Tokrat bova dobršen del namenila izidu predsedniških volitev v ZDA. Raziskave javnega mnenja so napovedovale, da bo tekma tesna, a še enkrat so udarile mimo. Republikanec Donald Trump je namreč prepričljivo premagal demokratko Kamalo Harris. Kakšna je bila vaša prva misel, dr. Maver, ko ste 6. novembra zjutraj odprli spletne strani naših in svetovnih medijev? Na neki način se je ponovila zgodba iz leta 2016, ki je bila v tem, da so javnomnenjske raziskave podcenile podporo Donaldu Trumpu. Ko smo spremljali predvolilne ankete pred samimi volitvami, je bilo za razliko leta 2016 vedno možno, da bo Trump zmagal, se pravi, to možnost so leta 2016 v glavnem izključevali, medtem ko letos je bila vedno navzoča, ampak vendarle je na koncu bila zmaga prepričljivejša, kot je bilo napovedano, kar kaže, da določen del ljudi še vedno ne mara priznati v anketah, da v resnici podpirajo Donalda Trumpa. To ni nič nenavadnega, saj se mi zdi, da se je po letu 2016 po tem velikem šoku za demokrate ob zmagi Donalda Trumpa dejansko polarizacija v Združenih državah Amerike povečala in ni se zgodilo tisto, kar bi morda kdo pričakoval, na kar je recimo opozarjal tudi znani politolog Francis Fukuyama, da je prišlo do velikega razkoraka med tako imenovanim liberalnim in tako imenovanim demokratičnim polom neke družbe, ki ima liberalno demokracijo za svojo ureditev. Vendar je namesto, da bi recimo ta liberalni pol, ki je bil takrat poražen, šel vase, morda tudi razmislil, zakaj se je zgodil leta 2016 Donald Trump, je dejansko teh 8 let izrazito močno pritiskal na ideološkem področju. In lahko rečemo, da smo bili zadnjih 8 let priča res hudi ideološki ofenzivi tega socialno-liberalnega toka v Združenih državah Amerike, pa tudi v Evropi. In v okviru tega je bil Donald Trump z programom, ki ga je predstavljal, vedno bolj demoniziran. Tako da se mi zdi, da se je na koncu Kamali Harris in celotni demokratski stranki zdelo, da bo dovolj za zmago že, če preprosto povedo, da je Trump fašist in da je treba glasovati proti njemu, ker nam sicer grozi fašizem. Ampak se je tokrat v Združenih državah Amerike potrdilo tisto, kar smo prej videli že v nekaterih zahodnoevropskih državah, da leta 2024 drugače kot leta 2018 mogoče ni več dovolj samo da rečeš, da je tvoj nasprotnik fašist in na tej osnovi že zmagaš. Tako da mislim, da je to eno glavnih sporočil tokratnih ameriških volitev. Kateri dejavniki pa so bili ključni za slavje Donalda Trumpa? Kaj je pretehtalo, se vam zdi, dr. Maver, njemu v prid? No, na začetku bi mogoče rekel še nekaj. Seveda je Trump zmagal prepričljivo, seveda so republikanci hkrati osvojili tudi večino v senatu, v zgornjem domu ameriškega parlamenta, kaže tudi, da niso daleč od večine v spodnjem domu parlamenta, v predstavniškem domu, kar na prvi pogled seveda
riše sliko nekega popolnega triumfa ene same politične opcije. Ampak še vedno ostajajo Američani razdeljeni, razmerje dejansko oddanih glasov je zelo tesno, morda bosta na koncu oba kandidata bolj ali manj izenačena. Trenutno ima sicer Trump še brez preštetih glasov iz Kalifornije kakšni 2 odstotni točki prednosti, ampak vsekakor ne smemo se slepiti, da je v Združenih državah Amerike polarizacija odpravljena. To je tudi eno zelo pomembno sporočilo teh volitev, ampak je pa več dejavnikov, ki bi jih sam izpostavil. Zdaj, gotovo je, da je zelo pomembno vlogo odigral subjektivni občutek številnih volivcev, predvsem tudi številnih volivcev, ki pripadajo tako imenovanim vidnim manjšinam, to pomeni latinskoameriških volivcev, pa tudi dela temnopoltega prebivalstva, da živijo slabše po 4 letih Joea Bidena, kot so živeli v času Donalda Trumpa. Morda je bil to celo najpomembnejši dejavnik, vsaj mnogi ga sedaj izpostavljajo. Druga stvar je pa res tudi ta huda ideološka ofenziva enega dela demokratske stranke, ki si je očitno predstavljala, da prihodnost pripada samo njim. In je Trumpovo zmago leta 2016 jemala predvsem kot svarilo, kaj se ji ne sme nikoli več zgoditi in kar je treba v prihodnosti na vsak način preprečiti. In tukaj mislim, da so zelo pretiravali, da so šli nasproti oziroma proti predstavam številnih Američanov o tem, kaj je družba, kaj je tisto, kar družbo drži skupaj, kaj je družina, in da lahko vsaj deloma Trumpov uspeh razumemo tudi kot odgovor na to ideološko ofenzivo v zadnjih 8 letih. In seveda upam tudi, da bo sedaj odziv poražene demokratske stranke drugačen, da bo vendarle prevladalo spoznanje, da ni mogoče razumeti nekaj več kot 50-odstotne podpore kot 100-odstotno podporo in da se bo treba, to velja seveda tudi za Trumpa, da se bo treba spet srečati bolj na sredini, kot pa se je to dogajalo v zadnjem desetletju. Ne samo v Združenih državah Amerike, ampak tudi v Evropi. S tem, da v Evropi smo take trumpistične trenutke že doživljali, na Švedskem recimo, na zadnje v Avstriji in pa v Franciji, kjer se je, po mojem mnenju, predsednik Macron z imenovanjem Michela Barnierja že odločil, da bo poskusil najti neko novo sredino oziroma neko novo soglasje v družbi, pa upam, da bo pri tem tudi ostalo. Drugače je pa recimo v Veliki Britaniji, kjer pa so laburisti po zaslugi večinskega sistema sicer premočno zmagali, ampak zelo skromno podporo volivcev pa za zdaj kaže, da oni tudi to razumejo, kot da so dobili 100-odstotno podporo. Potem sta pa še 2 druga močna dejavnika Trumpove zmage, in sicer jasno starost Josepha Bidena. Tukaj mislim, da je šlo za neko kombinacijo lastnih ambicij sedanjega predsednika in njegove soproge na eni strani, na drugi strani pa tudi strahu demokratov, da noben drug kandidat ravno zaradi tega premika večine demokratske stranke v levo ne bi bil sposoben zmagati na splošnih volitvah. In prav tragično je bilo, in tukaj se mi zdi, da se spet kaže neka nezmožnost tega liberalnega osrednjega toka, da bi šel vase, ta nekritična podpora Bidenu, to zatiskanje oči tudi
nekaterih osrednjih medijev pri tem, da je Biden enostavno prestar in preveč bolan za še en mandat, kar je na koncu postavilo demokratsko stranko v zelo neprijeten položaj. Treba je bilo reagirati hitro. Kamala Harris je bila postavljena za kandidatko na precej, lahko milo rečeno, netransparenten in rokohitrski način. In se je pač izkazalo, da je vsebinsko demokratska stranka po 4 letih Bidenove vladavine precej izpraznjena. In tukaj žal Kamala Harris seveda ni mogla tega vtisa popraviti, tako da tisti, ki so bili prepričani v eno od osrednjih Trumpovih manter, da Washington obvladuje od navadnega človeka povsem odtujena elita, so bili praktično z nastopom Kamale Harris, z načinom, kako je postala kandidatka in tudi končno zaradi njene nevidnosti v prejšnjih 4 letih v tej tezi potrjeni, in Donald Trump je bil potem logična izbira, če so hoteli to presekati. Omenili ste, volitve v ZDA so prinesle lekcije tako za eno kot za drugo stran, za demokrate nekoliko bolj bolečo. Kaj bodo morali spremeniti, da se ta njihova tradicionalna baza v prihodnje ne bo še bolj oddaljila od njih? Bodo kulturni boj ideologije ob prihodnjih volitvah le pustili ob strani in se vrnili k koreninam? Ja, tukaj bi izpostavil zelo dober nasvet, ki ga je ob čestitki Donaldu Trumpu dal Sveti sedež, oziroma v uradni čestitki Svetega sedeža smo to slišali. Trumpu so položili na srce, naj si prizadeva za preseganje polarizacije v ameriški družbi. To je zelo pameten in dober nasvet. Jaz upam, da bi ga dali tudi Kamali Harris, če bi zmagala, ker seveda dejstvo je, polarizacija, vsaj v Združenih Amerike, je izrazito dvosmeren pojav. Se pravi, ne pomeni samo Trumpova zmaga, dokaz polarizacije, tudi zmaga Kamale Harris ne bi pomenila, da bo ta polarizacija kar izginila. Tako da mislim, da je za obe osrednji stranki glavna naloga narediti nekaj, da se ta polarizacija, ki je bila za Združene Amerike v preteklosti manj značilna, preseže, da se torej najdejo oboji bolj na sredini. Tukaj pa je treba povedati, da zlasti v zadnjem desetletju je v resnici prišlo do hudega kulturnega boja, v katerem je demokratska stranka zavila pretirano na levo in seveda tudi zaradi tega izgubila del volilne baze, ki je sicer bila vedno blizu zaradi predstave, da so demokrati stranka, ki bolj poudarja vlogo države, socialne države, obvezno zdravstveno zavarovanje in podobno, kar so seveda bile prioritete za te skupine prebivalstva. Po drugi strani se pa niso mogli najti v idejah teh sodobnih demokratov o nekaterih drugih temeljih, na katerih družba stoji. In tu je tudi ena od pomembnih lekcij za Evropo. Tudi v Evropi imamo že dolgo pojav, kot tradicionalni delavski sloj počasi zapušča svoje tradicionalne politične domovine, ki so bile v strankah socialdemokratske usmeritve, ker so se stranke socialdemokratske usmeritve bolj preusmerile na eni strani k poudarjanju novih vsebin na socialnem področju, po drugi strani pa seveda k okoljski problematiki. To pa je nekaj, v čemer se večji del njihove tradicionalne baze več ne najde, se pravi bolj nagovarjajo
intelektualce kot delavce, in delavci so marsikje potem pobegnili na tisti pol, ki ga pa v srednji mediji običajno zmerjajo s skrajno desnico. Ne. In to se je zgodilo na teh volitvah izrazito tudi v Združenih državah Amerike. Seveda je vprašanje, kako se bo ta del volivcev usmerjal v naslednjih 4 letih Trumpovega mandata. Velika verjetnost je seveda, da bodo njihova pričakovanja glede tega, kaj lahko Trump naredi ali kaj naj bi naredil, razočarana in se bodo zaradi tega deloma vrnili k demokratom, kot so se vrnili po prvem Trumpovem mandatu. Je pa kljub temu zanimivo ne samo, da je Trump dobil večino v vseh 7 tako imenovanih nihajočih državah, kar je pri tako polarizirani družbi pomemben dosežek, ampak je tudi nekatere druge države pripeljal do točke, ko bodo lahko postale nihajoče države na naslednjih volitvah. In to so take države, kjer so demokrati že praktično od časa Busha starejšega imeli prepričljivo premoč, recimo New Jersey, Illinois, tudi Minnesota, tudi Virginia, ki je zaradi bližine Washingtonu v zadnjem desetletju izrazito zanihala iz republikanske v demokratsko smer. Tako da paradoksno zdaj kaže, da ima koalicija, ki jo nagovarja Trump in ki poleg tradicionalnih konzervativnih volivcev republikanske stranke vključuje tudi del ne samo več tako imenovanega belega delavskega razreda, ampak zdaj tudi vedno več latinskoameriških volivcev, pa celo temnopoltih moških, da lahko praktično ta koalicija prej preseže polarizacijo v ameriški družbi, kot pa trenutna demokratska koalicija. Ampak se pravi, zdi se mi seveda, da ravno ti novi volivci ogromno pričakujejo od Trumpove administracije in bodo verjetno razočarani, tako da se bodo karte v naslednjih letih spet mešale na novo. Ob tako polarizirani družbi v ZDA se bodo vase morali zazreti tudi republikanci, opozarjate, dr. Maver. Za prihodnji mandat bodo morali v stranki verjetno razmisliti, katero pot ubrati. Menite, da bodo ohranili to glavnino gibanja, narediti Ameriko spet veliko, ki je zrasla ob Trumpu ter zajela podpornike močno onkraj tega klasičnega strankinega bazena in tudi med ostalimi aktivnimi volivci, ali se bodo republikanci vrnili k ustaljenemu načinu delovanja in k smeri, ki so ji sledili prej? Menim, da zdaj v zelo kratkem času ta pot k staremu tipu republikanske politike, kot jo je recimo poosebljal še zadnji republikanski predsednik pred Donaldom Trumpom, George W. Bush mlajši, v tem trenutku ni možna. Jaz sem zaznal tudi med slovenskimi sogovorniki, zlasti med starejšo generacijo, recimo tistih, ki so bolj konzervativno usmerjeni, veliko nelagodje zaradi Trumpovega načina nastopanja, zaradi njegove nepredvidljivosti, zaradi tega tudi končno, da mi praktično ne vemo, kaj Trump osebno verjame, če kaj ali kaj verjame, ali je pripravljen recimo svoje prepričanja spremeniti od danes do jutri. Vse to torej pri nekem klasičnem konzervativcu zbuja jasno veliko nelagodje. Ampak mislim, da je za zdaj minil čas tako v Združenih državah Amerike kot v Evropi starih, uglajenih konzervativcev, kot smo jih poznali mogoče še pred 10 leti, ker enostavno niso sposobni nagovarjati
tistih delov volilnega telesa, ki so za zmago nujni. In mislim, da je pomembno sporočilo teh ameriških volitev tudi nekaj, česar se mogoče velik del zmerno konzervativnih sil v Evropi ne zaveda. Mi nimamo na volitvah ni boljših in slabših glasov. Vsak glas na samih volitvah šteje enako. To seveda ne pomeni in bi bilo naivno misliti, da ima neki direktor banke na politiko enako vpliv kot preprost delavec. To bi bilo naivno misliti. Ampak štejeta pa oba glasova enako. In zdi se mi, da se je zlasti osrednji tok konzervativne politike zelo osredotočal na to, da bi pridobival predvsem te uglajene glasove. Pozabil pa je na velik del volivcev ali pa se celo otepal velikega dela volivcev, ki nimajo možnosti, da bi si privoščili to uglajenost. In Donaldu Trumpu, kakršenkoli že je treba priznati, da je ustvaril neko novo koalicijo, s katero je republikance vrnil na oblast že leta 2016 in zdaj ponovno. Seveda bi si mogoče tudi jaz sam želel, da bi bil ameriški predsednik iz republikanskih vrst politik drugačnega profila, recimo floridski senator Marco Rubio, ampak ta profil v nobenem primeru ne bi mogel nagovoriti tistih slojev volivcev, ki so bili za Trumpovo zmago ključni. In pri trenutni demografski sliki Združenih držav Amerike bo to še precej časa tako. Ampak po drugi strani pa seveda vidim zaradi Trumpovega značaja nevarnost ravno v tem, da bi to svojo prepričljivo zmago razumel, kot da je dobil 100% mandat in da zdaj lahko počne karkoli. To bi pa bilo zelo slabo za Združene države Amerike, tudi za svet na vse zadnje in bi najbrž po eni strani povečalo polarizacijo, po drugi strani pa bi tudi na naslednjih volitvah najbrž republikancem ne koristilo. Posledice predsedniških volitev v ZDA tako ali drugače vsakokrat občuti ves svet. Ob letošnjih je politični analitik in komentator Sebastian Jeretič ugotavljal, da predstavljajo najpomembnejši prelomni trenutek v tekmi med globalistično in suverenistično politiko. Delite tak pogled, dr. Maver? Pa mogoče do neke mere. Jaz si pravzaprav s tema dvema pojmoma ne znam veliko pomagati. Zdi se mi, da neko zapiranje zgolj v nacionalne države, da je to vendarle nekaj, kar je preseženo, kar smo že pustili za seboj. Zato res bolj vidim Trumpov uspeh v tem, da je postavil pod vprašaj trenutno soglasje na družbenem področju. Se pravi, res se je zgodilo v zadnjih 15 letih to, da se je osrednji tok zahodnoevropske in ameriške politike močno premaknil v smer socialnega liberalizma. Trumpova zmaga pa ravno kaže, da očitno velik del prebivalstva tega ne more sprejeti in da bo treba na tem področju storiti korak nazaj in se vrniti recimo k nekaterim izhodiščem klasičnega liberalizma, ki ne bo, kot je recimo, meni je blizu recimo ta izraz, ki ga je uporabil Blaž Podobnik, da je doslej prevladoval tolerantizem, ki pa v resnici ni bil tako odprt, kot se je predstavljal, ampak je vseboval cel kup nekih miselnih prepovedi, ki so ljudi vedno bolj težili in se tudi vedno bolj sam spreminjal v neko ozkost in zaprtost, kjer mora človek izredno paziti, kaj reče, kaj celo pomisli. In zdi se mi,
da je večji pomen Trumpove zmage na tem področju. Ne znam si pa predstavljati, da bi se države zaprle zdaj kot odgovor na pretirano globalizacijo same vase, in tudi si seveda ne znam predstavljati, da bi se Združene države Amerike popolnoma umaknile iz Evrope in iz sveta. Donald Trump, ki je slavil leta 2016, ni isti Donald Trump, ki po 4 letih predsedovanja demokrata Joea Bidena znova stopa na čelo ZDA in tega se med drugim marsikdo na stari celini boji. Morda tu misel besede poljskega premierja Donalda Tuska. Prihodnost stare celine ni odvisna od izida predsedniških volitev ZDA, ampak zgolj od nas samih. Ali menite, dr. Maver, da prihajajoča Evropska komisija in voditelji 27-terice to razumejo? Ja, tudi tukaj imam določene težave. Jaz sem pač otrok poznih 80-ih, začetka 90-ih let in zame je nepredstavljivo, da Združene države Amerike in Evropska unija v glavnih vprašanjih ne bi hodili z roko v roki. To moram že priznati, čeprav se je seveda pogled na Združene države Amerike sploh od leta 2000 naprej v Evropi dramatično spremenil, ampak jaz nekako še vedno živim iz izročila pozitivnega vpliva Združenih držav Amerike na našo celino po drugi svetovni vojni, začenši z Marshallovim načrtom in potem vendarle imam še vedno nekje čisto na dnu predstavo o Združenih državah Amerike kot tisti sili, ki je predstavljala demokratični pol v času hladne vojne. Zato nisem preveč navdušen nad govorjenjem o tem, da bo Evropa odvisna sama od sebe ali da bo poskrbela sama zase, ker se mi to tudi v teh razmerah ne zdi posebej realno. Posebej pa ne, če bi to pomenilo neko demonstrativno odvračanje od Združenih držav Amerike, kot ga seveda tudi na Slovenskem velikokrat zasledimo. In to je res fascinantno, pravzaprav, kako je prestiž Združenih držav Amerike padel v zadnjih 25 letih in v tem je nek globok paradoks, zato ker se mi zdi, da je ta padec prestiža povezan predvsem z mandatoma Georgea Busha mlajšega, predvsem z njegovima vojnama v Afganistanu in v Iraku. Ampak danes tega spomina na Georgea Busha mlajšega sploh več ni. George Bush mlajši velja za neki nostalgični ostanek ameriške preteklosti, velja za dobrega republikanca v primerjavi s Trumpom, ki je slab republikanec, ampak zažrla se je ravno v času njegovega mandata ta antipatija do Združenih držav Amerike, ki smo jo zlasti v zadnjih 2 letih in pol lahko spremljali ob odzivih na rusko agresijo na Ukrajino. Velik del razumevanja za rusko lomastenje je izhajalo ravno iz nasprotovanja vplivu Združenih držav Amerike. Ne vem, mogoče sem starokopiten, pa mogoče živim v nekih preteklih iluzijah, ampak zame vendarle je to sodelovanje Združenih držav Amerike in Evrope, zlasti seveda Evropske unije, ključno in bi morali pravzaprav obe strani težiti k temu, da se ta uspešna os iz obdobja po drugi svetovni vojni obdrži. Res pa je vmesno vprašanje prvič, ali to kaj pomeni Donaldu Trumpu, drugič pa seveda, ali sedanja vodstvena garnitura Evropske unije sploh lahko razmišlja v teh zgodovinskih kategorijah.
Če ostaneva še malo pri tej prihodnji zunanji politiki ZDA, katerega žarišča se bo Donald Trump po vaši oceni lotil prednostno? Je na vrhu seznama končati spopade Izraela s Hamasom in Hezbolahom na Bližnjem vzhodu ali vzpostavitev miru v Ukrajini? Ja, če bi špekuliral, se pravi, to sta dve veliki neznanki. Dejansko vsi napeto pričakujemo, kaj bo Donald Trump storil. Pričakovanja so podobna kot tista latinskoameriških in temnopoltih volivcev, da bo Trump s čudežno palico izboljšal njihov položaj. Ampak zdi se mi, da osebno mu je najbrž dogajanje na Bližnjem vzhodu nekoliko bližje. Tu je v prvem mandatu delal sorazmerno pomembne korake, ki niso sicer vsi bili pozitivno ocenjeni, recimo priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela. Tako da osebno mu je gotovo Bližnji vzhod bližje. Ampak po drugi strani pa je to zanj, pa je tudi lažje se lotiti Bližnjega vzhoda, zato ker tu ima za sabo enotno republikansko stranko, ki deli stališča o nujnosti nadaljevanju podpore Izraelu, medtem ko tu imajo težave demokrati, ki so pri tem vprašanju vedno bolj razdeljeni. Po drugi strani pa je Ukrajina vendarle tisto bojišče, na katerega je bil velik del Bidenove politike skoncentriran. Mogoče je to tudi tisto področje, na katerem se je vendarle Biden doslej precej izkazal in s tem se je malo popravil slab vtis zaradi šlamastike v Afganistanu. Tu pa ima Trump seveda težavo, da je republikanska stranka razdeljena bolj kot demokrati, ali pa demokrati trenutno sploh niso kazali neke posebne razdeljenosti glede Ukrajine. Oba položaja sta seveda zelo zapletena. Zdi se mi, da se je Izrael tako v Gazi kot v Libanonu na koncu zaplezal, se je zapravil velik del mednarodnega ugleda, kolikor ga je imel, in zdaj težko izstopi iz tega dogajanja. Na drugi strani pa je ravno tako vojno v Ukrajini nemogoče zaključiti tako, kot si je morda predstavljal, se še predstavlja Trump z enim klicem Vladimirju Putinu. In se pravi, dejansko pa trenutno vsi ugibamo, v katero smer bo Trump šel. Če se osredotočiva na to žarišče, ki je nam bliže, torej vojno v Ukrajini, vprašanje, ki si ga postavljajo vpleteni v ta konflikt, njegovo reševanje, je, kaj bo pomenila torej Trumpova vnovična izvolitev za voditelja svetovne sile na nadaljnji razvoj te vojne. In nemalo se jih boji, da njegov cilj pri posredovanju ne bo končanje nasilja, ampak zgolj umik pomoči ZDA, čeprav Trump nisem zasledila, da bi to kjerkoli omenjal. Kaj pričakujete, se bo zgodilo, dr. Maver? Morda tudi veste, kakšen je utrip v Ukrajini, kako tam razumejo Trumpovo zmago in vidijo njegov vpliv posredovanja? Ja, kot razumem, so sicer v Ukrajini načeloma bili bolj naklonjeni Kamali Harris, oziroma so pričakovali nadaljevanje Bidenove politike kot tisto relativno varno opcijo, vendar pa je tudi ukrajinski politični vrh in Ukrajinci, navadni Ukrajinci so glede tega hkrati tudi precej razdeljeni. Imamo tudi mnoge, ki menijo, da bi lahko Trump vnesel novo dinamiko in s tem prispeval k končanju vojne. Tudi sam sem precej tega mnenja, ne zdi se mi, še vedno ne tako, kot se mi ni zdelo pred samimi volitvami, verjetno,
da bi, če že ne Trump, pa vsaj njegov krog tvegal, da se Trumpu že v začetku mandata zgodi kaj takega, kot se je zgodilo Bidenu v Afganistanu leta 2021. Prvič, Trump je takrat jasno videl, kako negativno je vplival ta prikaz ameriške nemoči, in drugič, tudi sam sem prepričan, da brez tega prikaza ameriške nemoči ne bi bilo Putinove agresije na celotno ozemlje Ukrajine. Se pravi, dvomim, da si lahko Trumpova administracija privošči prizore množičnega umikanja ukrajinskih sil, novih ruskih osvojitev, in da bo na vsak način, če že ne Trump osebno, pa vsaj njegova okolica poskrbela, da do tega ne pride, kar pomeni, da se bo pomoč Ukrajini morala nadaljevati. Druga stvar, mnogi Evropejci, tudi evropski voditelji, ne razumejo mentalitete sovjetoidnih voditeljev, kakršen je seveda trenutno Vladimir Putin in še nekateri iz njegove avtokratske internacionale. Ti namreč razumejo predvsem govorico sile. In zdaj, če gledamo samo osebnostni profil Donalda Trumpa in Kamale Harris ali Josepha Bidena, potem v očeh nekega sovjetoidnega voditelja vsekakor Trump vseeno vzbuja več spoštovanja. To je žal tako. Tudi domnevna Bidenova šibkost že v osnovi je, se mi zdi, močno vplivala kot spodbuda na Putina, da se je lotil lomastenja po Ukrajini in s tem seveda pahnil v nesrečo ne samo Ukrajino, ampak tudi svojo državo. In v tem primeru seveda je lahko Trumpova izvolitev za Ukrajino tudi dobra novica. Seveda je določen problem osebna Trumpova očaranost nad Vladimirjem Putinom, kar bi lahko privedlo do tega, da bi Trump naredil napako, kot jo delajo tudi nekateri drugi voditelji, da namreč prehitro in preveč popustijo Putinu in prehitro prevzamejo tudi del uradne ruske retorike. To se je recimo zgodilo Viktorju Orbanu, ki je ravno zaradi tega, ker je skoraj v celoti sledil Putinovi dikciji, popolnoma izpadel kot možen mirovni posrednik, tudi če so bili njegovi nameni iskreni. O tem sem že enkrat govoril, da je veliko, čeprav se ljudem zdi, da nekdo, ki bo kazal več razumevanja za Putina, bo boljši mirovni posrednik. To je bilo mogoče med nekimi normalnimi voditelji. Ko pa gre za sovjetoidne voditelje, pa mora biti v ozadju vedno neki prikaz sile, da te jemljajo resno. In zato je recimo Kaja Kallas veliko boljša sogovornica za Putina kot pa Viktor Orban. In tukaj se bojim, da bi recimo Trump skupaj z Elonom Muskom prehitro popuščal Putinu. Predvsem se mi zdi, da bi bilo zelo škodljivo, če bi Američani skušali kot neki pokazatelj dobre volje začeti z odpravljanjem sankcij. To bi bil katastrofalen signal. Drugače pa mislim, da je marsikaj odprto in predvsem sem res prepričan, da si Trump na začetku mandata ne more privoščiti kakšne šlamastike v Ukrajini, čeprav bi to mogoče lahko delu svojih volivcev potem prodal, kot da je sredstva, ki bi šla nekam na tuje, kjer se nas nič ne tiče, preusmeril domov. Ampak vseeno, prestiž Združenih Amerike je tudi pomemben. Biden je tu v Afganistanu res doživel hud neuspeh in seveda ta neuspeh je odmeval. Čeprav se je pa potem seveda izkazalo, da vseeno ni šlo
za strukturno ameriško šibkost in to je mogoče tudi tisto, kar je na koncu Putina presenetilo. Pa še to mogoče, zdaj ta načrt Trumpov in Muskov, ki je prišel deloma v javnost, je seveda vzbudil veliko ogorčenje v Ukrajini, ker predvideva zelo širok pas demilitariziranega območja, ampak naj bi ga pa nadzirale evropske sile. In seveda nekateri pravijo, da je to pa točno tisto, kar je hotel Putin z napadom na Ukrajino preprečiti, da bi torej Ukrajina postala članica NATO, da bi prišle NATO-ve sile na ruske meje, pa bi se če bi seveda prišlo do tega dogovora, bi se pa ravno to zgodilo. In zato je morda pričakovati, da bodo Rusi ta načrt zavrnili, to pa bo potem Trumpa pri njegovi mentaliteti morda spodbudilo k odločni podpori Ukrajini. Tako da marsikaj je možno, sem pa zmeren optimist. Omenili bi še dve državi, ki ne zmoreta povsem spustiti ruske roke. V Gruziji je na nedavnih parlamentarnih volitvah slavila vladajoča stranka Gruzijske sanje, ki je naklonjena tesnejšim odnosom z režimom v Moskvi. No, v Moldaviji so medtem volivci še en mandat zaupali proevropski predsednici Maji Sandu. Podprli so tudi približevanje države Evropski uniji, čeprav s precej majhno večino. Je mogoče potegniti kakšne vzporednice med državama, dr. Maver, in tudi kako daleč sta še, sodeč po razpletanju teh nedavnih odločanj, od pridružitve veliki družini narodov Evropske unije? Ja, strateško so oboje volitve verjetno uspeh za Putinov režim, čeprav je predznak rezultatov različen. Zdi se mi, da je Moldavija zdaj nekje tam, kjer je bila Ukrajina pred 15 leti, ko je še obstajala v javnosti velika razdeljenost glede prihodne usmeritve, kar pomeni, da je pred Moldavijo še zelo težko obdobje in upam, da se je tudi Evropska unija kaj naučila iz ukrajinske zgodbe izpred 15 let, kar je potem pred 10 leti pripeljalo najprej do popolnega obrata proti Rusiji v zadnjem obdobju Viktorja Janukoviča in potem do euromajdanskega gibanja, ki pa je pomenilo potem preobrat in seveda hkrati tudi začetke ruske agresije. Upajmo, da v Moldaviji do česa takega ne bo prišlo. Medtem ko pa je Gruzija v težjem položaju, Gruzija je pa nekje tam najmanj, kjer je bila Ukrajina leta 2012-13, ko ima trenutna vladajoča stranka Gruzijske sanje precej prosto pot. Verjetno bo poskus, da jo usmeri tudi notranje politično po receptih iz Rusije in Belorusije, kar je sicer malce tvegano v Gruziji, ki je obremenjena zgodovinsko s tem odnosom z Rusijo. Ti odnosi nikoli niso bili harmonični, tako da bomo videli, ali bo šla bolj po poti Belorusije, pa vendarle bolj po poti Ukrajine. Ampak kratkoročno se mi pa zdi, da je Rusija dokazala še vedno svoj velik vpliv v svojem sosedstvu, zlasti v Moldaviji. Smo, ali pa sem jaz osebno vsaj pričakoval bolj odločno podporo približevanju Evropski uniji, zlasti zaradi vojne v Ukrajini, ampak tega ni bilo. Res je, da je tu več težav, seveda na eni strani tudi pisana sestava prebivalstva, na drugi strani pa se tudi ne smemo delati utvar glede politikov, ki jih
Evropska unija razglaša za proevropske. To je bila težava tudi v Gruziji z Mihailom Sakašvilijem, ki je sicer res približeval državo Evropske unije, ampak hkrati tudi gradil osebno oblast in se s tem marsikomu močno zameril, tako da lahko rečemo, da vsaj deloma še vedno gre uspeh gruzijskih sanj na račun tega. In seveda v Moldaviji je treba biti tudi zelo previden, ne smemo zamahniti z roko, reči, da je rezultat izključno rezultat ruskega vmešavanja in vsako polarizacijo v sodobni družbi je treba jemati resno in enako kot v Združenih državah Amerike, enako kot Slovenija, enako kot v Evropski uniji, si nikoli ne smemo delati utvar, da imamo mi popolnoma prav, na drugi strani so pa pač fašisti, ki jih je treba iz javnosti izločiti. To se ne da, potrebno je najti tisti minimalni skupni imenovalec. Res pa je, in to je zaskrbljujoče, da se to malo kje dogaja na tak način. Trenutno smo res v nekem položaju, ko v večini družb obstajata dva mehurčka in vsak mehurček je prepričan, da bo zlata doba nastopila takrat, ko bo drugi mehurček iz javnosti odstranjen. In tukaj imamo težave. Skratka, najti neki minimalni skupni imenovalec. Seveda, zdaj, ko je rezultat tak, kot je v Moldaviji, 50,4%, se mi zdi za vpis vključevanje v Evropsko unijo v ustavo, potem nam to postane bolj jasno. Ali pa recimo, ko je rezultat volitev tak, kot je v Združenih državah Amerike, 50,48, pa mogoče bo na koncu 49, potem nam je to seveda jasno. Ampak s tem se sooča velika večina evropskih družb. Videli smo to recimo na Slovaškem ob atentatu na Roberta Fica. V Sloveniji o tem veliko govorimo, ampak za preseganje stanja se pa naredi zelo, zelo malo. Seveda v Sloveniji je še drug problem, ker v številnih demokratičnih družbah vsaj občasne menjave oblasti poskrbijo za to, da se celotna družba čuti bolj zastopana v političnem življenju, medtem ko v Sloveniji imamo težavo seveda z menjavo oblasti. In zato je končno tudi dragocena vnovična menjava oblasti v Združenih državah Amerike. Ampak problem je potem vedno, da seveda tista stran, ki zmaga, razume, da je dobila popoln mandat. Tega mogoče je bilo v prejšnjih desetletjih, pa sploh precej časa po drugi svetovni vojni v zahodnji Evropi, pa v Združenih državah Amerike manj. To je zdaj ena posebnost ali pa spet posebnost našega časa. Ozriva se torej potem še v Slovenijo, dr. Maver. Z ustanovnim kongresom bo prihodnji konec tedna zaživela stranka Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja. Nagovarjati želi vse, ki so utrujeni od političnih spopadov in hočejo konkretne ukrepe, je dejal sam Logar. Kako bi komentirali vstop te stranke na domač politični parket? Ja, zdaj tako, glede na povedano, glede na tudi način nastopanja, glede na nekatere javne izjave, bi človek mislil, da je to ravno to, o čemer sem govoril, se pravi poskus preseganja običajne polarizacije, kar je vsekakor dobrodošlo v slovenskem in tudi v evropskem merilu. Ampak se pa tu pojavlja druga težava, ki smo jo tudi že v Sloveniji in morda tudi v kakem drugem okolju že doživeli. Ne vem, kako bi to sploh opisal, ampak sredine ne moreš izsiliti, sredina se zgodi. Se pravi, ne more priti neka stranka, zapičiti zastavice in reči, mi smo sredina,
ampak mora biti kot sredina pristno prepoznana. To pa kljub temu, da seveda povsod je večina volivcev na sredini, se vsaj v Sloveniji se je zgodilo sorazmerno redko. Osebno menim, da edini, ki mu je res uspelo ustvariti sredino in pridobiti sredinske volivce v zgodovini Slovenije in potem tudi v resnici izvajati sredinsko politiko, je bil nekdanji predsednik republike Borut Pahor, pa še to kot predsednik republike, ne kot predsednik vlade, ker takrat, ko je postal predsednik vlade, je bil profiliran kandidat enega od političnih polov. Ampak on je primer, ko se je sredina v resnici zgodila. Ljudje so ga prepoznali kot sredinskega kandidata in ga kot takega tudi izvolili. Ali bo to Anžetu Logarju uspelo, bomo videli. Zdi se mi predvsem, da ni dobro, če se o tem veliko govori, če se v pričakovanju tega, da bi moral biti sredinski, zamegljuje vsebina, kot se je recimo zgodilo tudi Kamali Harris. Preprosto tudi pri njej je bilo tako, vedno je govorila o veselju, o tem, kako bo združevala Američane, ampak na praktičnem polju pa zadnjih 8 let politike Demokratske stranke ni govorilo za to, da res prinašajo veselje za vse, da združujejo, ampak so tudi oni, ne samo Trump, ločevali. In zato se mi zdi, sredina je res dogodek, terja veliko dela, končno pripravljenosti, res iskrene pripravljenosti, da sodeluješ z obema ali vsemi poli in vsekakor je to nekaj, kar bi Sloveniji koristilo, ampak kot rečeno, to ni stvar besed, je stvar dejanj. Ob koncu mogoče še na kratko o dogajanju v Nemčiji. Slovenija je namreč močno odvisna od največjega gospodarstva stare celine. Sooča se z vladno krizo. Kaj je privedlo do nje in kakšen bo razplet? Ja, ta koalicija je že od začetka bila bolj sestavljena po sili, ker kakšne druge možnosti ni bilo po dolgoletni vladavini krščanskih demokratov in velike koalicije. Ponovna vzpostavitev te koalicije ni bila možna in seveda se je izkazalo na koncu, da so razlike med koalicijskimi partnerji, med liberalci, ki so na gospodarskem področju izrazito desni, in socialdemokrati in zelenimi, da so te razlike prevelike, kar bi mogoče še šlo, če bi bila javnomnenjska podpora vsaj približno solidna, ampak vse 3 stranke se soočajo z veliko izgubo priljubljenosti, kar je pravzaprav redko, ker včasih vsaj kaka od koalicijskih strank potem se odreže bolje kot ostale. Zdaj zeleni so seveda svoj zenit dosegli tik pred korono, potem so prišle v ospredje druge teme. Liberalci so v tej koaliciji dojeti kot nekdo, ki ne zmore uveljavljati svojega programa. Socialdemokrati pa so deležni največjega pritiska, ker so pač kanclerska stranka in jim javnost pripisuje največ odgovornosti za vladno politiko. In se je tudi verjetno pokazalo, da je bil ta rast pod Olafom Scholzem, da je bila to v bistvu začasna in da se zdaj nadaljuje upadanje pomena socialne demokracije v Nemčiji, ki je bilo zelo izrazito že pred zadnjimi volitvami. Potem so pa tudi krščanski demokrati z izbiro brezbarvnega Armina Lascheta malo pomagali Scholzu, da je postal kancler. Tako da razpad koalicije niti ni zelo veliko presenečenje.
mogoče bi tu vseeno tudi upozoril na to, da Nemci vseeno kar precej panično reagirajo tudi na manjše spremembe in seveda vsi ti pretresi zadnjih let so za nemško javnost kar velik šok. Ampak po drugi strani pa tudi neka temeljita sprememba politike trenutno ni možna, ko imaš na eni strani alternativo za Nemčijo in zdaj tudi zavezništvo Sahre Wagenknecht, ki je bilo deloma verjetno ustanovljeno zato, da bi zaviralo alternativo za Nemčijo. Dosti možnosti za prihodno koalicijo niti ni, predvsem pa ni resne možnosti za to, da bi lahko prišlo do bistvene spremembe politike, tako da bo ta kriza verjetno še nekaj časa trajala, tudi po prihodnjih volitvah, na katerih sicer je zelo verjetno pričakovati zmago krščanske demokracije, ampak krščanska demokracija je pa v času Angele Merkel tudi zapadla v hudo krizo identitete in bomo videli, kako se bo odvijala v nadaljevanju. Vsekakor bodo morali krščanski demokrati tudi v naslednji vladi računati na koalicijo s partnerji, ki bodo precej drugače usmerjeni kot oni sami. Doktor Aleš Maver, sklenila bova. Hvala za današnje sodelovanje. Hvala tudi vam. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj sem pripravila Helena Križnik. Ponovitev bo na sporedu jutri ob 22. Posnetek bo v kratkem na voljo v spletnem audio arhivu. Preživite lep preostanek dneva. Spoznanje več. Predsodek manj.